kako se je sploh vse skupaj začelo? Začel se je 22. junija 2022, ko sem na morju dobil idejo, da bi pač napisal scenarij. In ja, pač vse je izhajalo iz mene, moje stvari so se v bistvu dogajale tudi v seriji, kaj pač je tudi, kar ni bilo v mojem lifeu, ampak ja. Mene pa zanima, a si navdih za Klaro črpal iz koga konkretnega, a je tudi malo tebe v njej oziroma zgodbi? Večinoma sem jaz, drugače pa frendi, prijatelji, sorodniki. Kaj ti je bilo v pisanju scenarija najtežje, kaj ti je bilo zabavno, pa koliko časa si ga sploh pisal? Najtežje mi je bilo po moje začeti, ker pač ne veš, kako bi točno začel, ampak najbolj zabavno po moje konc. Ali si kdaj spremenil konc oziroma tudi kaj v scenariju? Ja, mentorcistka Nina Nerovic pa Petra Čeh sta napisali prav konc. Drugač, scenarij napisan za nadaljevanje, ampak bomo videli, ja ali pa ne, mogoče bo. Kako pa si izbral igralce in snemalno ekipo? Snemalna ekipa smo bili pač sošolci, tudi ekipa se je sproti vmes zamenjala. Zdaj, ta ekipa, ki je ni celotna, je še veliko ostalih ljudi pogostiral v napisih, tako da ekipa je bila res velika. Audicijo smo pa imeli in smo pač zbirali igralce, smo zbrali v bistvu najboljše. Ne da ostali niso dobri, ampak te so bili najbolj primerni za vloge in sem zelo zadovoljen. Ja. Eno vprašanje zate, Ana. Ti si sodelovala že od začetka, še celo pred Klarinim lifeom, pri projektu Garaže, čeprav vem, pa Vodmat mori. Kaj si najbolj zapomnila iz vseh teh treh in še več let sodelovanja pri projektu? Ja, valjda, da moraš predvsem zaupati Lukatu, ki je vse zrihtal, ki je vse omogočil, ki je tudi naredil, se zmenil s celo ekipo. Smo imeli tudi to, da smo lahko v šoli snemali javnost, tako da je ena velika pohvala Lukatu. Ker jaz, ko sem slišala, ker je bilo na koncu šole, ker ni on mene nagrad dobil, sem res presenečena. Ker je res neverjeten glede tega, da se je sploh v to spustil, da je začel to delati, da je v bistvu nekako izbral to neko energijo v sebi in tudi druge navdihnil v to, da bo zdaj nadaljeval na to pot, da mu bo ulepšal življenje in da je tudi on srečen. Vse nas je v bistvu po mojem celo ekipo že od začetka navdihnil v te stvari, da smo bolj samozavestni, da se znamo v različnih primerih drugače soočiti z njimi in res se bi zahvalil najbolj Lukatu. Jaz se z vsem strinjam, bi pa sem dodala, da šole še ni konec, čisto. No, bomo videli. Kaj mislim? Igralci. Kakšen pa je bil občutek prvič stopiti pred kamero? Ja, tako najprej, ko stopiš, pa te začnejo snemati, si tako nervozen, pa ne veš, kako bo to šlo. Ampak pol, ko nekako posnameš nekaj in dobiš občutek, kako je to, a ne. Pa ni to tako, da bi pred nekomu vsem nekaj igral, ampak sam pred svojo ekipo in pa je nekako lažje to posneti. Mene pa zanima, katera scena vam je bila najljubša, najtežja, mogoče najbolj zanimiva. Meni je bila najtežja scena, ker sem se rabila pač prisilno zjokati in pač se nisem mogla in pa sem se spomnila, da pač bi to lahko naredili s čebulo, ne? In pa sem si dala čebulo pač pod oči in je ratal. Meni je bilo pa najtežje posneti tisti prizor, ko smo se s fanti v razredu kregali in v bistvu so bile problem te obratne emocije, zato ker
Mogel sem biti jezen, bil sem vesel. In snemali smo ga skoraj 2 uri, v filmu pa mogoče, v seriji zavzel mogoče pol minutke. Kaj bi bilo najtežje? A si zapomniti besedilo, pokazati čustva ali da niste smeli skozi gledati v kamero? Najtežje je bilo stopiti pred kamero, ker nisi vedel, kam gledati. Skozi si hotel pogledati Lukata, da ti da namig. In ja, to je zelo tako najtežje. Pol obratne emocije so bile tudi zelo težke, ker si se vedno ob nepravem trenutku zasmejal in tudi če si bil tako, čist pred koncem si rabil vse od začetka. Meni je bilo najtežje uprizoriti različna čustva. Meni je bilo pa najtežje se naučiti besedilo, ker sem ga bila veliko, pač doma si nisem jih največ zapomnila, ampak so mi pomagale vaje, ker smo imeli, ne vem, 1 uro pred snemanjem smo imeli vaje in sem si tam največ zapomnila. Zdaj pa vprašanje za gospe Sanjo Zgonc in Karin Brecelnik. Kako to, da ste se odločili, da boste stopili iz vloge učiteljice še v vlogo igralke in se nam pridružili? V bistvu ne moreš reči ne, Luki, pa kako ne bi spodbujal takih mladih ustvarjalcev in absolutno je bilo v veliko čast, da je Luka sploh izbral mene kot osebo, ki jo vidi v njegovem filmu, tako da so prišli s Karin brez audicije noter. Ne vem, če bi jo drugače naredili, no? To mi povejte, ampak tako se mi zdi, da res je bilo veselje, da sem bila del tega. Ampak glede na to, kaj mogoče še pride, pa rdeča preproga, pa ne vem, vse to objave na YouTubih in tako me je kar malo, wow, kaj zdaj? Tako da ne vem, mogoče pa še ki nadaljujemo. Ja, tako kot je Sanja rekla, meni je bilo to zelo fajn, da smo lahko šle mimo audicije, da to za naju praktično ni obstajalo. Tako da hvala Luka, da si imel neko videnje, da mi to zmoreva brez audicije. Ja, zakaj sem rekla ja? Zato, ker ti ne moram reči ne, če lepo prosiš. Tako da, ja, lepa zanimiva izkušnja. Malo sva Sanjo zamenjala vloge, tako da mi je bilo zanimivo videti še njeno perspektivo, biti v njeni pisarni, čez kaj gre ona v bistvu. Lušna izkušnja, tako da Luka, hvala še enkrat za to. In hvala vama. Koliko minut pa ste običajno posneli v enem tipičnem dnevu snemanja? Ja, ponavadi smo snemali tam 3 do 5 ur, ampak iz enega prizora prije recimo minuto, 2, tako da pač to je res garanje in ja, pač dosti sekund dela. Tle ni tako, da priješ na snemanje in tako malo, ja, se hecaš, pa posnamaš, ne, tle pač tako priješ, 100-krat posnamaš, kar ni v redu in pač vse moraš iz več kotov, ker je ena kamera in pač to se vse skupaj zavleče, tako da rečemo minuto, 2 pride iz enega snemanja. Kaj pa ti je bil največji tako tehnični ali pa organizacijski izziv, kar samo skupaj? Tehnični, rečemo montaža včeraj. Ne vem, če veste, včeraj sem bila z gospod Nino Milavec, včeraj od 9 zjutraj do 9 zvečer v šoli in sem montirala, tako, ker je šlo kar na knap s časom. Ampak ja, tako, garanje skozi organizacijsko, po moje, vzbrati vsa ekipo, ker rabiš, če kdo pač ne pride, moraš kaj novega posneti, zamenjati in pač to po moje. Ja, se je s tem podobno vprašanje, ne, da smo snemali 3 leta, ne, zakaj 3 leta, zakaj je trajalo toliko časa? Zato, ker ni časa, ne. Ker prvo šola je, ocene so, kot drugo, mi smo snemali samo po petkih, na velikih setih snemajo cel dan od zjutraj do večera in dobijo par minut. Mi smo pa res petke snemali in to pač se vse skupaj zavleče. In sem ponosen na teh 30 minut v teh 3 letih in sem ful hvaležen vsem.
igralci, če bi lahko izbrali katero koli drugo vlogo v filmu, a bi izbrali kakšno drugo in katero? Ja, jaz, če bi lahko zamenil svojo vlogo, bi si izbral, da bi bil lahko Matej ali pa Rok, zato ker sta se mi zdela tako zanimiva lika v filmu, pa tako lepo vlogo sta imela, ker se mi zdi, da bi meni tudi pasala. Ne, meni je v redu. Ja, zdaj pa glavne vloge, vidim, da sta imela zelo veliko teksta, ne? Kako ste se to zapomnili? Vse prej ste že malo rekli vaje, ampak sta imela kakšno tehniko, mogoče posebno? Ne, jaz sem se prav, preden smo posneli, hitro to napiflat. In ja, kaj sem tudi s svojimi besedami, malo improviziral in je šlo. Jaz pa, kot sem že rekla, pač sem si bolj zapomnila na teh vajah prej, pa tudi improvizacijo. Še kdo drug mogoče kaj, kako ste se tekst učili? Bilo je tudi tako, da sta mentorici poslali na Viber te tekste en teden prej in smo si čez cel teden to naučili. Ne čez vedno en teden prej, ampak hvala. Ja, meni je pa bilo tako najlažje, da sem si prebral svoje, pač to, kar sem rabo povedati. In pol vse to, kar sem imel, sem sam povedal s svojimi besedami in mi je bilo tako ful lažje. Pa tudi imeli smo te vaje in si hitro pa to zapomnil. Luka, kot smo videli, je bila tale epizoda kar čustvena. Kako si ustvaril to čustveno, to razpoloženje v seriji? Je tako, pišeš, karata. Ne vem, dosti bilo tudi čustvo v mojem življenju, kaj sem črpal iz sebe. Pač, da bi si dal life, kak ga ima vsak otrok, vsak starš. To se res dogaja povsod, so že hujše zgodbe in ja, to. Meni se zdi, da si veliko tega čustvenega tudi z glasbo ustvaril, pa me zanima, kako si izbral dotične glasbenike in kako si sploh dobil njihovo dovoljenje, no? Ker si izbral take velika imena, no? Glasba je ful pomembna, saj pa meni bila pri seriji. V bistvu skoraj v vsakem prizoru je ena glasba. In če da huči glasbena skupina, si mi kontaktiral, so rekel, da lahko brez kakšnega plačila uporabljam kjerokoli muziko. In to sem ful hvaležen, tudi Mike Kevc, pa Cona 40. Pa mi da, pač tako. Tudi si zdaj znal tako zelo lepo postaviti ta vprašanje, da si dejansko dobil. Ja. Bravo, no? Ni enostavno dobiti, se mi zdi. Ja. Tako, zdaj pa za vse. Če bi nekdo posnel film o tem, kako mi snemamo, kakšen žanr bi dobil? Ali bi bila bolj komedija, grozljivka? To bi bila zid komedija, ker tam smo padali, se smejali in ja, bi najbrž rabili to snimati več let, pa ta film, serija bi trajala tudi več ur, ker naprimer zadnje snemanje je trajalo 6 ur in smo posneli sem tako 3 prizore in ja. Meni se tudi zdi, da bi to bila komedija, zato ker kljub temu, da bi mogli biti jezni, žalostni, smo se skozi sam smejali in pol, ker smo se drugi začeli smejati zaradi tega, so se še oni in je bilo samo še več smejanja pol na koncu. Pa mogoče malo kriminalka, ki nam je na koncu ena pica zginila. Na zadnjem srečanju smo naročili 4 pice in smo rekli, bomo malo pojeli, pa še malo snemali, pa pridemo nazaj, pa ene pice čutežno ni več. In so jo velike vrane okoli Vodmata celo skidile. Tako da bi nam različne žanre umestili. Moja ena vrana je tukaj z nami. Za mene vprašate, je bil film po mojem kratko ena gmota vsega, ker je bila tudi malo tragedija. Ampak ne, večina je bilo tako smešen. Res smo uživali, se mi zdi, da so se vsak, ker smo prišli na snemanje, da se vsak resno prepustil, da ni bilo samo tako, da je bilo ono, ja, bomo zdaj tako snemali, pa bi bilo tako, pa tako, pa tako. Mi smo se zabavali, pa nas ni bilo tako, pač, da je bila muka tja hoditi. Mi smo tja hodili z veseljem in po mojem je to naredil res najboljšo ekipo.
Ja, in seveda, glede na to, da je serija, ne, se vsi sprašujemo, kako se Klarina zgodba nadaljuje. Kaj zdaj, a bo ostala prijateljica z Laro, a sta skupaj z Rokom, bosta skupaj? Pustimo se presenetiti. Bomo videli, če bo nadaljevanje. Pustili smo tako, da pač vsak si lahko svoje naredi zgodbo, kako bo nadaljevanje. Upam, da bo, ampak bomo videli. Mene pa zanima, kaj ste čutili danes, ko ste gledali svoj končni izdelek po tolkem času, po tolkem trudu, kako se počutite? Bom kar jaz prvi. Meni je bilo ful strah, še zdaj me je. Ni to, kar sem hotel, nisem zadovoljen z izdelkom, ker 3 leta nazaj sem jaz podpisal, vse se je spremenil, večina stvari, jaz bi kaj novega, tako da veste, nisem zadovoljen, če ste vi, pa se pač zmagal, ampak ja. Bravo. Bravo. Ja, meni je bil ta film, mi je bil všeč, da sem videl, kako smo delali. Sicer po tem, ko smo vse posneli, si nisem predstavljala, da bo to tako izgledalo. Mi je boljš, kot sem si predstavljala. Meni, iskreno, jaz sem pričakovala, če bom čisto po standardi, da bi bil boljš. Ampak glede na to, da to je naš prvi projekt od 5 let nazaj, ki je dobesedno uspel, sem ful ponosna, da ni ratal. Ker so bili v prejšnji garaži, v mori na Woodmatu, vse smo imeli že prej in posneli smo po mojem velik 5 minut vsadzga, pa jih thriller. Jaz pa moram samo reči, da nisem poznala celotnega scenarija, samo ti izdelček, ki sem jaz igrala, ne? In to, kar sem jaz zdaj gledala, Luka, to je scenarij, ki ga niso pisali odrasli. Tu si pisal osnovnošolc in tako besedilo, taka refleksija o teh čustvih, o tem, kako ti vidiš, kako gledaš na stvari, meni je to res fascinantno, tako da lahko si ponosen na to. In tako z leti vidiš, koliko si osebnostno zrastel in ta scenarij me osebno kapa dol za osnovnošolca, da to napiše. Mislim, da je napravljeno. Jaz sem hotela še isto dodati. Luka, tako v smeri tebe, da se zavedaš, da si podpisal nekaj let nazaj in si zdaj mogoče malo bolj kritičen, ampak kot je učiteljica Sanja povedala, no? In tudi celi ekipi, ker se mi zdi, da ste se primerjali z nekimi hollywoodskimi filmi velikrat, no? Ampak mi so bili tle res omejeni z vsem možnim, no, s časom, sredstvi, nimate izkušenj še, tako da se mi zdi, da to, kar ste dosegli praktično nič stopnje, do tega se mi zdi, da ste lahko ful ponosni na se, da smo v teh snemanjih po koncu pouka, ko ste bili že utrujeni, ponovadi bilo v petek, torej ste bili po celem tednu, bili pripravljeni vse to iztisati čez vas, tako da jaz sem izredno ponosna vse vas. Tako, zdaj pa predajamo besedo tudi še vam, če imate kakšno vprašanje, dvignite roko, bo dobro tukaj bo prinesel mikrofon, tako da kar pogumno, če imate še kakšno vprašanje, ker si ga še nismo pokrili. Smo na vse odgovorili? Ja? Nimam vprašanj, čakam na scenarij, daj bom na vrsti. Pa ste res na vrsti, zdaj, če ni veliko vprašanja. Ja, zdaj vabimo k besedi še našo gospod ravnateljico Matejo Petrič, ki nas je pri tem projektu ves čas podpirala od prvih strani scenarija do današnje premiere. Spoštovane zvezde tega večera in vsi ostali prisotni. Kaj ne rečem, v tem trenutku se mi glas trese, pa se mi ne velikrat zato, ker je tako čustveno vse skupaj. In sicer spomnim se, Luka, tebe, toliko let nazaj, prišel si do mene, si rekel, mi bi film snemali, sem rekel, super, mi že imamo to pa to pa to, sem rekel, lej, kaj pa GDPR, pa si rekel, kaj pa je to GDPR. Glavnem,
pestro je bilo, ampak od tistega prvotnega, ko smo začenjali, ko ste začenjali, do tiste osnovne prve ideje, ki jo je imela kolegica Mateja Sitar-Zevnika, knjižničarka naša, pa potem, ko se je nadaljevalo s Petro, Nino in vsemi vami, lahko rečem samo wow, 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 kapo dol in en velik, velik poklon. Namreč toliko energije, toliko enih čustev, ki je danes, pustimo tole toplo vreme, ki nam klime ne delujejo v našem kinu Vodmat, ampak to je tisto, kar nas povezuje. To je tisto, kjer se lahko mladi ljudje izražate. Eni se izražajo v športu, drugi v glasbi, tretji v različnih tekmovanjih. Nekateri pa ste imeli tudi priložnost izraziti sebe v filmu. In to super in vidim, da ste klele res mogoče bodoči kandidati za, ne vem, nadaljevanje Skrito v raju, ki bo enkrat, tukaj bo pa Clarin Life, ne? Tako da res iskrena hvala, kapo dol in še en velik aplavz vsem. In res bi se vam rada iz srca vsem vam prisotnim, pa mogoče še vsem tistim, ki niso tukaj prisotni. Šolski hodniki so točno to, so skrite ljubezni, je žalost, je veselje, so težave, so čustva, so problemi in še enkrat je sodelovanje. In s takimi premierami oziroma s tako vsebino se dotikamo vseh src, tako nas odraslih, ki smo sigurno, se ni treba roke dvigniti, ampak a se je kdo spomnil malo na svojo prvo ljubezen osnovnošolsko, pa kako je to bilo? Mi smo si sicer listke, a veste, včasih ni bilo Snapchat, pa ne vem, Instagram, pa to. Mi smo listek dali v torbo, pa je a bi hodil z mano obkroži dan, ne? A se spomnite? Ja, mi smo imeli tako, no, to je bil naš Instagram, pa tako, pa nismo se unstockali ali kako že. V glavnem, ampak prenešeno je točno to, kar smo mi v mladosti doživljali tukaj in pa podkrepljeno že z vsemi temi stvarmi. Tako da res, hvala in se že veselim v ponedeljek, ko bodo to premiero oziroma Clarin Life gledali učenci od 4. do 8. razreda in sem prepričana, da bo sporočilo, ki s tem sporočate veliko, tako da Luka in ekipa kapo dol. In zato bi se res rada, čist z majhno pozornostjo, ampak mogoče pa ta vrtenca jo pustite posušiti, pa bo za en droben spominček na mladost, ki ste imeli v osnovni šoli. Zato vabim, da pridajo sem Mark Tomplak, Ana Okič, Bor Mahnič Dobrovoljc, Lovro Raner, Lara Banjac, Lejla Pivk, Maruša Žagar, Mija Karadej, Nik Gričar, in potem naprej Tinkara Ankele, Luna Pekas Pavlekovič, Čarna Eva Šalamun, Karin Brecelnik, na to, da je pomanjkanje učiteljev kar v šoli, ostani igralcev je že dovolj. Sanja Zgonc,
ideje, Mateja Siter Zevnik. In nadaljevalki oziroma izvajalki Petra Čeh. In Nina Milavec. Zahvalili bi se tudi, da s svojo prisotnostjo izkazuje pomembnost takih dogodkov gospa Jasna Pintarič. In eden in edini, dajmo skupaj ga poimenovati. 3 in 4. Luka! To je z moje strani vse, predajam besedo naprej. Luka, pridiš malce? Luka, s Sanjo sva več kot ponosni nate, zato smo ni besed. Tako da se ti želela zdaj v tej priložnosti, v tej tvoji velike dosežku dati nekaj, kar ti bo koristiš naprej in pri tvojih nadaljnjih projektih in na srednji šoli, za medijski in grafični srednji šoli. Tako da verjamem, da ti bo to prišlo prav. In sicer to so taki mikrofončki za pripetje, ker smo imeli veliko težav s tem, so je bil včasih zvok malo slabši, tako da to se jih samo pripne in je super za, v bistvu, za delo na terenu. In pa je imajo še protivetrno zaščito. Jaz bi mogoče še nekaj za konc. Jaz sem neizmerno ponosen na čisto vsakega, ki je prišel v to ekipo, tudi bivša ekipa, hvala Sanji Zgonc, Nini Milavec, Petra Čeh, Karin Brecevnik in vsem igralcem in statistom, hvala staršom, gledalcom, Matej Petrič, Nataši Sadaršova in pa vsem ostalim. Še to, Mateja Siter Zevnik je bila prva mentorca, ko sem prišel do nje, sem do scenarij, je skritizirala, sem bil jezen, ampak z razlogom smo popravili. Ona je dala tudi idejo, da prijem do Petra Čeh pa Nine Milavec, ker sta mladi bolj znata to in sem zelo zadovoljen tudi z njima. In pa hvala Mateji Siter Zevnik. Šola nas je skozi celoten proces snemanja res podpirala, tako da nam je omogočila mentorici, prostore šole in pomagala izpeljati ideje, ki so se sprva zdele skoraj nemogoče. In celo danes, kokice na premieri niso tukaj ravno po naključju. Zato bi se radi zahvalili tudi mi in nekaj vrnili šoli, predvsem učencem, ki pomoč najbolj potrebujejo. Če smo s Klarinim Lajpom dosegli dovolj, da lahko enemu učencu omogočimo udeležbo v življenju v naravi, potem je ves naš trud več kot poplačan. V avli pritličja vas bo pričakala škatlica in QR koda za prostovoljne prispevke v šolski sklad. Vsak evro pomeni veliko. Hvala. Pa smo pri koncu. Hvala, ker ste bili z nami. Zdaj pa gremo iz kinodvorane še malo bolj sproščeno verzijo dogajanja. Tako je vas lepo povabila v spodnjo avlo. Kot ste mogoče že videli pri prihodu, je tam narejen en krasen fotokotiček, ki ga je naredila Luna. Luna kot idejni vodja, z veliko pomočjo Mije, Luka in ostalih, tako da hvala.
Tam se lahko z našimi zvezdniki slikate, tudi kakšen avtogram mogoče podajo. Pa seveda sproščen klepet in vprašanja, ki na tej točki še niso dobila svojega prostora, lahko jih zastavite 1 na 1. Se vidimo spodaj. much